Danes smo se zbrali ob dnevu državnosti tukaj ob naši farni cerkvi na lokalnem trgu. Vsako leto obeležimo to prireditev. Prav je, da se zbiramo ob takšnem dogodku. Naša slovesnost poteka malo bolj v sproščenem duhu. To ne pomeni, da zmanjšujemo pomen tega praznika, ampak želimo, da se ljudje podružijo. V veliko veselje in čast mi je bilo, da sem imel kot slavnostni govornik možnost nagovoriti občanke in pa občane Svetega Andraža v Slovenskih Goricah ob 25. obletnici Dneva državnosti, torej naše države. Prepričan sem, da če se bomo učili na napakah, ki smo jih naredili v 25 letih, še lahko veliko popravimo. Slovenija, vse najboljše. Člani Kulturno-umetniškega društva Vitomarci smo tudi letos, tako kot vsa leta, odkar imamo samostojno državo Slovenijo, pripravili krajši kulturni program, počastitev praznika Dneva državnosti, seveda vedno na povabilo naše domače občine. Nastopili so mešani pevski zbor, nastopil je tamburaški orkester, recitatorji in pevska skupina Aves. Za Slovenijo živim, zame je Polje, vinograd, gora, morje, ruda, kopčija, tebe rede. A otroci, dobri pridni, sladko v posteljici spe. Dom, tudi mrzel, je darežljiv. Pot gre od doma in k njemu se vrne. Mraku je domov se vračal, pa zapel veselo. Ti so prihajali, njega ni bilo. Meni bije slovensko srce, bije ponosno in bije čuteče. Ko se trobojnica dvigne nad vse, bije mi belo in modro in rdeče. S takimi dogodki nekako vzbudimo našim občanom zavest, da vedo, da lokalni skupnosti ni vseeno za njihove prebivalce in tudi državi ne bi smelo biti. Sam bi si želel, da bi besede kot so sodelovanje, strpnost, solidarnost, spoštovanje, ki so seveda nam, Slovencem, zelo dobro znane, bile večkrat uporabljene tudi v državnem zboru in kljub tem razdvajanjem državljank in državljanov, ki se dogajajo v zadnjih dneh, bi si želel, da svoj pogled iz preteklosti usmerimo v prihodnost in se nehamo v pretirani meri ukvarjati s preteklostjo, kajti zmanjkuje nam energije za izzive prihodnosti. Dostikrat smo že dokazali, da znamo stopiti skupaj, strniti vrste, tako bi si želel, da bi bilo tudi v prihodnje. Čim več tega, torej skupaj, sloga je moč, složni bomo uspeli tudi prebroditi težke čase. Zahvaljujem se tudi našemu kulturnemu društvu Vitomarci za odlično pripravljen program. Za to prireditev vedno izbiramo izključno slovenske pesmi slovenskih avtorjev, ker s tem želimo spodbujati k naši samobitnosti, k zavedanju tega, da je pomembno, da smo Slovenci, da smo ponosni na to, kar smo in da to negujemo, lepo našo slovensko besedo in vse, kar je povezano z slovenstvom. K temu učimo že leta tudi mlade. Našo deželo in ves ta naš rod ljubimo srčno, ne gremo od tod. V kulturnem programu pa so nastopile tudi ljudske pevke društva Gospodin. Tudi tega nastopa se vedno veselimo, popestrijo vsako našo kulturno prireditev v tej občini in seveda skrbno negujejo to ljudsko izročilo lepe slovenske pesmi. Jaz bi želela tej priložnosti iskreno čestitati našim občankam in občanom ob dnevu državnosti. Vsem državljankam in državljanom Republike Slovenije pa želim vesel praznik ob dnevu državnosti in da se še bolj aktiviramo in angažiramo. Ob tej priložnosti bi rad čestital vsem, v prvi vrsti vsem občanom občine Sveti Andraž, na to tudi vsem Slovencem oziroma vsem državljanom Republike Slovenije za ta res prečudovit praznik. Tam mi trte ženo, tam mi ptički pojo. Ni nikjer tam onstran meje lepega kot tu življenja. V tej dolini nekaj šteje, pot ljubezni in poštenja.